Zdaj bo spet deloval, kot da se vsakič ponavljam, ampak kaj takega pa res še nismo videli. In če sem iskren, tudi jaz osebno še nisem tega videl, ker včasih kakšna hiška uide mimo mene, brez da bi sploh vedel, kaj delamo. In ko sem tole zagledal pa odprl, sem bil ful pozitivno presenečen. Pa vam bom pokazal detajle, na katere sem ful ponosen, niso bili enostavni, ampak so pa res dobri. In prva stvar, ki že zdaj vidite na daleč, barva tele prefa pločevine. Če se ne motim, je to neka asfaltno-siva, zelo redka varianta, no. In je zelo lepo izpadla v tem primeru hiša, po eni strani sploh ni vpadljiva, čeprav gre za premium material, prefa je praktično večna. In se mi zdi, da zelo lepo tukaj naredi na dizajnu, no. To je nek tak Black Edition dizajn, ampak v takem svetlejšem dekorju. Druga stvar, ki pa sploh ne bom govoril, glejte to. Gre v eno stran, hiška se dejansko odpre na stežaj. Zdaj pa, če hočemo hiško zapreti, zapremo to krilo in s sabo, se pravi, evo, tukaj potegne še to drugo krilo za sabo, tako da se obe krili zapreta. Zdaj pa, če slučajno rabimo nekaj iz tega konca lope, ali pa, ne vem, da je na uni strani založeno, ali pa da rabimo na hitro kaj odpreti, se odpre tudi tretja stranica. Tale se odpre do sem in lahko vzamemo ven tisto, kar pač rabimo. Imajo pa te vrata iz notranje strani zatič, tako da to deluje samo v primeru, da je pač iz notranje strani tole krilo odklenjeno. Evo, zdaj pa še enkrat gremo noter. Tale hiška je res polno opremljena. Ima ogromno enih detajlov. Eden izmed njih je tale posebnost. Tukaj je betonska plošča in smo hiško dobesedno pripeljali že s tem izrezom, da smo jo nasadili oziroma postavili na ta betonski temelj. Tako da v proizvodnji je to izgledalo tako, človek ni vedel, kva delamo, pa ni bilo tako mišljeno, ampak mogel si razumeti projekt, da si vedel, čemu je namenjen. In zdaj, ko je pa na končni lokaciji, pa res dobi svojo obliko. Od opreme imamo tukaj še električni paket, se pravi elektroinštalacija, varovalke, vtičnice, stikalo za luči, se pravi, evo, LED luč, senzor gibanja, na katerem se pravi tudi luč sproži oziroma prižge ponoči. Potem imamo police, so tukaj, so tudi naše, delovni pult, kaj še takega. Nosilci za kolesa, no te nosilce je dala stranka, mi smo jih samo takole fiksirali. In s tem v bistvu hiška res postane funkcionalna na ta najvišjem nivoju. Pa še tole sem pozabil, še zračnik smo dali noter, zato da tudi zrak lepše kroži, da je tukaj noter skozi nižja vlaga, kot je zunaj. S tem tudi preprečimo, da bi karkoli plasneli ali pa da pač noter stvari lahko preživijo zimo, no, kakorkoli. Evo, tukaj se tudi vidi tale detajl z to betonsko ploščo. Smo s temi pločevinastimi zaključki ga lepo zakrili, tle zadaj se skriva zračnik, no, tamle imamo pa potem že cesto, no, tako da, ja, prav zanimivo je tole izpadalo, no. Dejansko paše, čeprav je prefa drug material, kakor imajo na hiši vmet, je izpadalo ful lično pa estetsko. Še par besed o prefa pločevini. Običajno je v antracit barvi, ampak tale je meni osebno še lepša, sivkasta, svetla. Barvnih odtenkov je na voljo, ne vem, nekih 15, vsi so estetski, vsi so lični, sodobni, moderni. Kar pa bi rad poudaril pri prefi, in to premalokrat poudarjamo, je, da to ni tisti navaden pleh, iz katerega se delajo kontejnerji ali pa barake ali pa, ne vem, mobilne hiške, ampak gre za vrhunsko pločevino, ki je namenjena za fasado ali za streho. In mislim, da že sam proizvajalec prefa daje na tole 30 let garancije. In te fasade so večne. Če imate to na strehi, ima obstojnost daljšo kot opečnata kritina. Če
če imate prefo na fasadi, je obstojnost daljša od klasične ometne fasade. In ta material je praktično večen, uporablja se ga pa na nadstandardnih izdelkih, ali so to vrtne hiške, ali je to stanovanjska hiša, kakšna supermoderna, nadstandardna, luksuzna, ker tudi material je nekaj dražji, se pravi pleh oziroma prefa ni cenejša od lesa, ni cenejša od ometa, je dražja. To je v bistvu najdražji material, ki ga imamo. V primerjavi s tistim klasičnim plehom, s katerim prvo asociirate, ki je pa v bistvu najcenejši material in tisti je cenejši recimo od lesa, tale je pa hiška iz tega materiala je približno 20% dražja od hiške iz macesna. Toliko za primerjavo, ampak imate pa tukaj res vrhunski produkt, ki ne samo, da je večen, ampak tudi noro dobro izgleda. In čist slučajno imam tukaj zraven pri sosedih stanovanjsko hišo, tako doterano v piko, ki ima tudi prefo po fasadi in to je praktičen primer, kako se da to uporabiti. Pa Maša, pa tudi lastnik te hiše, ne mi zameri, če jo za sekundo še pokažem, ne bom se hvalil z njo, ampak ful dober primer je. Maša, prosim te še tjale kamero obrnem, pa jo pokaž. Evo, to je prefa. Evo, takole izgleda še hiška iz zadnje strani, iz ceste. Dobro si jo oglejte, vprašanje, kdaj bo naslednja takšna. Hvala, da ste bili danes z mano. Jaz sem užival, upam, da ste tudi vi, pa se vidimo naslednjič. Čau, čau, hvala.